Zdaj pa k šolstvu. Minuli vikend so na slovenskih fakultetah potekali informativni dnevi, nekaj dni predtem pa je minister za šolstvo Jernej Pikalo sprejel avtorje peticije za spremembo šolskega sistema. Predsednico društvo, ki predlaga spremembe, smo gostili tudi na naši televiziji in debata je postala rahlo temperamentna. To je napad na intelekt Slovencev. Ma noben napad ni, no. Dajte se malo pomiriti vsi skupaj z vami na čelu. Tako. Tako. Ker gre pri spremembah šolskega sistema za občutljivo temo, smo na pomoč poklicali našega korespondenta in starša dveh otrok, vsaj uradno, gospoda Jerneja Celca. Pozdravljeni, gospod Celec. Dajte mi povedati, kaj se dogaja s slovenskim šolstvom? Gospod Godler, časi se spreminjajo, ne? Včasih je informativni dan na fakulteti bil dan, ko se je mlad, polnoleten posameznik usedel na vlak za Ljubljano in vzel odločitev o svoji prihodnosti v svoje roke. Danes pa... Mladi odrasli se odločajo o svoji prihodnosti. Dosti smo se že kaj po spletu pa to pozanimali, zdaj pa vseeno, da vidimo v živo, malo. Se pravi, vaša izkušnja je, da je šla mati z vami na prvi dan oziroma na informativni dan? Na prvi informativni dan, ja, ker pač je želela vedeti, kakšne so pogoji na faksu, tako da ja. Tako je, informativnih dnevov se danes ne udeležujejo le bodoči študenti, ampak tudi tisti, ki bi se morali udeleževati informativnih dnevov na fakulteti za tretje življenjsko obdobje. Ampak to so pa časi, v katerih živimo. V mojih cajtih je bilo drugače, ampak od mojega informativnega dne je minilo že več kot 14 let, od vašega najbrž že več kot 30. Počakajte malo, koliko mislite, da sem jaz star, no? Kar hočem reči je, da je bilo včasih lažje. Informativni dnevi ne bi smeli biti dogodek, na katerem tvoji starši preučijo, katera fakulteta ponuja najboljšo prihodnost in kje boš najbolj razvil vse svoje potencijale. Informativni dnevi bi morali biti dogodek, ki se ga udeležiš s kolegi in kjer svojo bodočo fakulteto izbereš na podlagi dejavnikov, kot so tukaj so ženske lepše kot na drugih faksih, tukaj imam peš bliže do kebaba in pa, a sem ti že rekel, da so tukaj ženske lepše kot na drugih faksih? Mladega človeka zanimajo druge stvari kot starega, brez zamere. In zdi se, da je Višja policijska šola edina šola v Sloveniji, ki se dejansko trudi pritegniti mlade ljudi. Recimo 800 evrov bruto plače, ki jo s 1. oktobrom prejme vsak, ki se vpiše na Višjo policijsko šolo. Zagotovljena zaposlitev po končanem študiju. Leta niso omejitev. Ne, da leta niso omejitev, tudi živalska vrsta ni omejitev. Za 800 evrov na mesec so še medvedi pripravljeni biti policisti. Vem, da 800 bruto ni dosti, ampak boljše streljati, kot pa biti ustreljen. Ok, razumem, gospod Celec, ampak mladi lahko pri izbiri fakultete naredijo napako, ki jih zaznamuje za vse življenje. Se vam ne zdi, da bi bilo fajn, da so starši zraven pri tako pomembni odločitvi? Glejte, gospod Godler, problem je, da starši ne nehajo kar pri informativnih. Kot boste lahko videli, nekateri starši obiskujejo fakultete svojih otrok tudi v prostem času. V referat po kakšne informacije pa seveda. Včasih tudi zaradi tega, ker študenti doma vsega ne povejo in potem starši jih malo preverijo, ne? Ampak seveda skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov teh informacij staršem ne smemo dajati, poskušajo pa. Starši v referatu, kaj je naslednje? Starši na izpitih, starši na absolventskem izletu. Zadeva je šla predaleč, gospod Godler, in zato jaz osebno podpiram peticijo za spremembo šolskega sistema. Čakajte malo, a ni lih ta peticija nekaj, kar bo starše še bolj vpletlo v šolanje otrok? Ne, če naredimo par modifikacij. Naprimer, 4. točka peticije, ki pravi, da bi številčno ocenjevanje morali nadomestiti z opisnim. To je super ideja. Ampak številčna ocena, odlično 5, ne sme postati opisna ocena, bravo, srček mamin. Ampak raje, super, zdaj pa iskati službo. Tudi najslabša ocena, nezadostno 1, se mora spremeniti. Ampak ne saj v naslednjič boljše. Temveč raje za policijo bo. Tam jemljajo tudi medvede. Super ideja pa je tudi 7. točka peticije, ki predlaga medgeneracijsko sodelovanje. Namesto, da moramo starši svoje otroke voziti v šolo in zabijati cajt v prometnih konicah, jih lahko v šolo peljajo upokojenci, ki so jim glihkar podaljšali vozniško. Glede na to, da ima veliko otrok danes težave s hiperaktivnostjo, pa starši še posebej pozdravljamo 13. točko peticije, ki predlaga zmanjšanje števila otrok v razredih. Trenutno razmerje med učenci in učitelji, ki je 30:1, je popolnoma nevzdržno. Predlagam, da bi od zdaj naprej bilo 2:1. Čakajte malo, ni to malo? Jaz mislim, da bi 2 učitelja mogla biti kos nalogi. Najlepša hvala, Jernej Celec je bil z nami.
To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!